Simpozij ob 70. obletnici ginekološko-porodniškega oddelka. V Slovenskem kulturnem in informativnem centru Lipa v Monoštru je na ogled razstava 23. mednarodne likovne kolonije. Branko Weindorfer iz Zavoda za gozdove Slovenije. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Za vas smo pripravili, kot vedno, zanimive vsebine iz Pomurja. Vabljeni k ogledu. Ob jubilejni 70. obletnici ginekološko-porodniškega oddelka je potekal simpozij, na katerem so tamkajšnji zaposleni s predstavitvijo zbornika in ogledom oddelka predstavili oddelek skozi čas. Na ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota je v sklopu 70. obletnice oddelka potekal simpozij, na katerem so tamkajšnji zaposleni predstavili zgodovino oddelka od prve ginekološke operacije, ki je bila opravljena leta 1902 in ki jo je opravil dr. Mihael Škrilec, prvi kirurg prve soboške bolnišnice, ki je bila zgrajena leta 1893 vse do danes. Ob 70-letnici našega oddelka smo letos, v tem prazničnem letu, pripravili sklop različnih dogodkov in eden glavnih dogodkov je simpozij v čast 70. obletnici. Na tem simpoziju bomo predstavili v prvem sklopu predvsem začetke delovanja našega oddelka, samostojnega ginekološkega oddelka, ki praznuje letos 70 let. V drugem sklopu današnjega simpozija pa bomo govorili o sodobnem oddelku, kako deluje, ter predvsem, kaj nas čaka jutri. Na srečo smo tudi danes in na našo veliko zadovoljstvo izdali tudi monografijo. Strokovna monografija z naslovom Skozi naše roke v Pomurje in svet je išla ravno danes, je ravno na ključe hotelo, da je 70 strani, ki jih obsega, in na teh 70 straneh je predstavljen naš oddelek, delovanje teh naših prvih 70 let, tako da tudi vabljeni k ogledu in branju naše nove monografije. Ob simpoziju pa bo sledila tudi razstava, pregled razstave fotografij, ki so se nanizale skozi zadnjih 70 let, in tukaj v predverju naše predavalnice si lahko obiskovalci in pa slušatelji današnjega simpozija to tudi ogledajo. Kot je povedal predstojnik oddelka docent dr. Roškar, je ginekologija področje medicine, ki je vedno zelo hitro razvijajoča se veja medicinske znanosti. Ker smo napredovali predvsem na tehnološkem področju endoskopske kirurgije, rečemo minimalno invazivne tehnologije, tukaj moram izpostaviti laparoskopske in histeroskopske posege, ki omogočijo tudi hitrejše okrevanje, manj zapletov pri samem operiranju, in moram reči, da v našem ginekološko-porodniškem oddelku zdaj operiramo že večino naših pacientk, ki je operirana endoskopsko, se pravi s pomočjo minimalno invazivnih metod, ki pa jih je omogočil seveda razvoj tehnologije. Na drugi strani pa se razvija tudi perinatologija in porodništvo z uporabo ultrazvoka, sodobnih 3D in ostalih ultrazvočnih metod, pa imamo možnost tudi boljšega pregleda v samo razvoj ploda ter nadzor same nosečnosti. V okviru 70. obletnice ginekološko-porodniškega oddelka so se v celotnem mesecu novembru vrstila razna predavanja, ki so jih izvajali medicinski strokovnjaki. Ena izmed tem na strokovnih predavanjih je bilo predavanje na temo brezplačni 3D, 4D ultrazvok v nosečnosti zdravnice Martine Špilak-Gomboc, vodje porodnih sob in perinatološke ambulante. 3D ultrazvok pomeni, da pogledamo otročka tridimenzionalno. To pomeni, da mamica vidi obraz otročka, lahko spremlja mimiko in se s tem bolj čustveno naveže na otroka, obenem lahko s tem bolje prepoznamo kakšne razvojne anomalije pri otročku, hitreje diagnosticiramo. Mamice so vesele, da vidijo že še nerojenega otroka in se z njim bolj povežejo.
Zdravnico ginekologinjo Simono Čopi, ki je vpeta v delovanje ginekološko-porodniškega oddelka že 30 let, ter predsednico Združenja ginekologov in porodničarjev Pomurja ter urednico prvega zbornika oddelka, ki je izšel pred 17 leti, smo povprašali o okužbi s HPV virusom. HPV virus se prenaša z spolnostjo, se pravi spolno prenosljiv virus. Imamo veliko sevov, čez 200, in v zadnjih letih vlagamo ogromne napore v to, da bi ga zajezili. Imamo cepljenje, ki je seveda prostovoljno, v 6. razredu osnovne šole. Zadnje najbolj moderno cepivo je 9-valentno, se pravi, da cepi proti 9 najbolje, bom rekla, agresivnim HPV virusom, ki so dokazano vpleteni v raka materničnega vratu. Tu v pomurski regiji smo dolgo leta nekako zaostajali za slovenskim povprečjem, sedaj se nam pa ta številka precepljenosti viša in seveda trend v svetu in tudi pri nas in velika želja je, da bi z pomočjo precepljenosti tako tudi mladih fantov, dosegli, da bi pravzaprav karcinom materničnega vratu izkoreninili. Kot je povedal predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka, docent dr. Roškar, se v soboški bolnišnici zavedajo, da brez medicinskih sester in drugih sodelavcev uspehov, ki so se zvrstili skozi obdobje 70 let, ne bi bilo. Povedal je še, da so strokovnost, vztrajnost in človečnost medicinskega osebja temelji, na katerih v splošni bolnišnici Murska Sobota gradijo prihodnost, in kot je naslovljen zbornik, ki je druga monografija oddelka, Skozi naše roke v Pomurje in svet, njihovo glavno poslanstvo še dalje ostaja, to je neomajna predanost zdravljenju in oskrbe žensk ter novorojenčkov v Pomurju in širše. V Slovenskem domu v Monoštru se je konec julija začela že 23. mednarodna likovna kolonija, ki sta jo priredili Zveza Slovencev na Madžarskem in Galerija Muzej Lendava v sodelovanju z občino Monošter. Kolonija se je udeležila od 10 umetnikov iz Madžarske, Slovenije, Srbije, Italije in Španije pod strokovnim vodstvom Ferija Geriča. Zveza Slovencev na Madžarskem je v sodelovanju z Galerijo Muzejem Lendava in občino Monošter poleti pripravila že 23. mednarodno likovno kolonijo. Slovesnim odprtjem so dela postavili na ogled v Slovenskem kulturnem in informativnem centru Lipa. O tokratni monoštrski likovni koloniji smo se pozanimali pri Andreji Kovač, predsednici Zveze Slovencev na Madžarskem. Za monoštrsko likovno kolonijo velja, da vsako leto povabimo 10 umetnikov. Dejansko oni delajo z razno tehniko. Ne? Mi imamo kiparje, imamo tudi slikarje, imamo takega, ki dela z oljem, ki dela z akrilom. Oni uporabljajo svojo lastno tehniko. Dejansko za nas je pomembno, da tisto, kar vidijo, kar čutijo tukaj, da po tistem to prenesejo na platno ali pa s pomočjo gline se iz tega nekaj nastane. Letos smo imeli 8 slikarjev in 3 kiparjev, so sodelovali s tem, da je ena slikarka še študentka, smo jo pa imeli že kot slikarko, saj dela zdaj že svoj master in moramo priznati, da po mojem so nastale čudovite umetnine in smo hvaležni umetnikom, seveda dejansko mi organizatorji pa delamo na tem, da za njih zagotovimo eno primerno okolje, kjer oni lahko in radi ustvarjajo. Naša druga naloga je, da poleg tega, da je razstava v Monoštru, da to prenesemo tudi na druge lokacije. In letos smo imeli na primer razstavo v Budimpešti in v Baji. Naslednjo leto imamo že ta razstava potuje v Budimpeštu, v prestolnico in en izbor monoštrskih likovnih kolonij pa ide v Gorico, ki bo razstava in sicer prav v Gorici, ki pa bo naslednjo leto tudi Evropska prestolnica kulture. Gre za mednarodno likovno kolonijo, zato nas je zanimalo, iz katerih držav prihajajo umetniki, ki so ustvarjali razstavljena dela. Letošnji umetniki so zastopali Slovenijo, Madžarsko, Srbijo in Italijo in na polovico Španijo, ker enega umetnika imamo, ki je po rodu je Madžar, ampak živi zdaj že 30-40 let v Španiji. Tako da
Vedno je dejansko načrt povabiti likovnike iz raznih držav, ni nujno, da so vsi iz Evrope, smo gostili že tukaj tudi iz Južne Amerike, seveda iz drugih celin umetnike. Zanimivo je, ker umetniki imajo svoj jezik, oni vsakega sporazumejo, oni se vse lahko dogovorijo, vedno najdejo nekaj skupnega. Organizatorji likovne kolonije se lahko pohvalijo torej številčno udeležbo iz vsega sveta, kar je seveda pohvalno in kaže na kakovostno organizacijo kolonije. Ja, to pa moramo priznati, da moramo biti hvaležni bivšemu direktorju Lendavske galerije, muzeja in galerije, gospodu Geriču, ki je pa strokovni vodja naše likovne kolonije. Vsaka likovna kolonija rabi svojega tako rekoč gospodarja, ki ima stike z umetniki, ki dejansko jih povabi, se z njimi vse dogovori in on je tisti, ki ustvarja neko strokovno podlago za to, da naj bo ta naša likovna kolonija res uspešna, dobra in vedno pazi na to, da so umetniki dejansko kako naj rečem, na isti valovni niži, da lahko skupaj ustvarjajo. Razstavljena dela nastala na koloniji je strokovno ocenil umetnostni zgodovinar Pavel Toplak, ki je napisal tudi spremno besedo v katalogu. Razstavo pa je odprl umetnostni sociolog in raziskovalec likovnih kolonij Ištvan Marcin. Kolonija pa je potekala pod vodstvom Ferija Geriča. Ja, izredno smo počaščeni in veseli, da Monošter vsako leto pravzaprav največ 10 umetnikov vedno gosti in ti izredni zanimivi umetniki so obogateli, to bogatstvo, kar tukaj imamo v naši zbirki, redko kje najdete. Letošnja mednarodna likovna kolonija je posebna v tem smislu, ker smo izredno heterogeni, različni in nista samo slikarstvo tu zanimivo, ampak sami vidite, da v kiparstvu v različnih tehnikah, v različnih materialih ustvarjajo. In sem prepričan, da na sedežu naših zamejskih Slovencev je ta zbirka tako bogata, da lahko kjerkoli v Evropski uniji lahko prezentiramo in smo pravzaprav lahko smo veseli in smo izredno zadovoljni, da 23 let že funkcionira ta mednarodna likovna kolonija in upam, da mlada generacija bo celotno zadevo še naprej peljala. Na koloniji je sodelovalo, kot rečeno, 10 umetnikov iz Slovenije, Madžarske, Srbije, Italije in Hrvaške. Ferenc Kiraj, Endre Günther, Darja Štefančič in Robert Jurak iz Slovenije, Đorđe Čuta, Ferenc Kovač in Ištvan Vanjur iz Madžarske, Nedim Hadži Ahmetović Mafa iz Srbije, Zoltan Fodor Lengyel iz Španije, Francesca Brivio iz Italije. Tudi letos pa sta se izkušenim umetnikom pridružili mladi ustvarjalki Hajnal Pap in Ana Laura Palča. V studiu smo povabili Branka Weindorferja iz Zavoda za gozdove Slovenije, s katerim smo se pogovarjali o lovni dobi v zimskem času in o škodi, ki jo povzroči divjad, ter kako ravnati v tem primeru. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V zimskem času je za lovca na divjad največ možnosti za lov. V naš studio smo povabili Branka Weindorferja iz Zavoda za gozdove Slovenije, s katerim se bova pogovarjala o tem, kdaj poteka lovna doba v zimskem času in pa tudi o škodi, ki jo naredi divjad in kako ravnati v tem primeru. Gospod Weindorfer, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi. Če se osredotočiva na upravljanje lovišč, torej kdo ima pravico do lova in kdo so upravljalci lovišča? Ja, upravljalci lovišč v naši državi, torej v Republiki Sloveniji, so lovske organizacije. Kot rečemo, torej to po zakonu o divjadi in lovstvu, ki trajnostno gospodarijo z divjadjo. Praviloma torej gre za gospodarjenje z divjadjo v loviščih in tudi tako zvanih loviščih s posebnim namenom.
Z lovišči gospodarijo oziroma opravljajo lovske družine na podlagi sklenjene koncesije, ki jo podeli država. Lovišča s posebnim namenom pa upravljajo z lovišče na podlagi torej posebnega akta, ki jim je tudi v bistvu tudi določi država. Je ena razlika, torej lovske družine imajo koncesijo, lovišča s posebnim namenom kot take pa v bistvu nimajo. Lovske družine torej so upravljavci lovišč. Lovišča s posebnim namenom so pa združena v tako zvanih javnih zavodih, to je v dveh primerih, torej Zavod za gozdove Slovenije, ki upravlja z 8 tako zvanimi lovišči s posebnim namenom, in pa Zavod Triglavski narodni park. To je pa potem tisti tudi drugi oziroma upravljavec lovišča, ki tudi upravlja z loviščem s posebnim namenom Triglav oziroma Triglavski narodni park. Kako pa je potem z uporabo orožja? Torej, kdo ima pravico imeti lovsko orožje in kako moramo ravnati z njim? Lovsko orožje. Ja, lovsko orožje lahko pridobi tisti, ki mu je izdana tako zvana orožna listina. Orožna listina se izdaja po zakonu o orožju, to je pač splošno veljaven in peljan zakon pri nas, torej, ne. Do orožne listine pa je upravičen oziroma posameznik, ki mora izpolnjevati za to nekaj pogojev. Mislim, da jih je skupaj 6, navedeni so torej v zakonu o orožju, začenši torej z tem, da je to polnoletna oseba, da je zanesljiva, da ima opravljen v tečaj varnega rokovanja z orožjem, da ni zadržkov glede javnega reda in miru in da ima torej razlog, zakaj orožje, torej lovsko, je nabavljeno. V primeru lovstva, torej, ker govorimo torej o lovskem orožju, drugi segment je tako varnostno orožje, ki tukaj torej ni za vprašanje. Lovsko orožje pa mora biti razlog, torej, da je član lovske organizacije, prej navedenih, torej lovskih družin, ali pa da je zaposlena v lovišču s posebnim namenom. Namreč v lovišči s posebnim namenom imamo tako zvane poklicne lovce, ki so tukaj zaposleni v delovnem razmerju in opravljajo pač te naloge. Divjad je dovoljeno loviti tudi v določenih lovnih dobah, tako tudi ureja uredba. Kdaj torej, kako moramo pač loviti divjad? Ja, divjad je zagotovo dovoljeno loviti samo v tako zvanih lovnih dobah. Lovne dobe so predpisane z uredbo o divjadi in določitvi lovnih dob. To je pač tam napisano, za vsako posamezno vrsto divjadi posebej. Vrste divjadi so pri nas v naši državi, v naši torej Republiki Sloveniji tiste, ki se lahko lovijo, vse ostale vrste pa so po tako zvani uredbi o zavarovanih živalskih vrstah zaščitene oziroma zavarovane in se ne smejo loviti. Vrste divjadi, temeljne vrste so torej pri nas srnjad, jelenjad, divji prašič, damjak in vrste male poljske divjadi, ki se lahko lovijo, to je pa odvisno od posamezne vrste divjadi. Nekako torej generalno ali pa splošno rečeno lahko rečemo, da se divjad lahko lovi v tistem času, ko nekako ni vključena v ciklus razmnoževanja. Gre pa seveda različno za posamezne starostne ali pa spolne kategorije, recimo moški samci se lahko lovijo v določenem obdobju, ženske pa potem v drugem, ko pač več ne polegajo oziroma ne kotijo mladičev. Če preideva na škodo, ki jo povzroči divjad, torej na kakšen način povzroči škodo divjad? Ja, divjad povzroči škodo, to je nekako seveda tisto, kar je nekako neljubo, vse predvsem verjetno tudi oškodovancem oziroma lastnikom ali pa kmetijskim pridelovalcem. Divjad povzroči škodo s svojo prisotnostjo, predvsem s prisotnostjo na kmetijskih ali gozdnih torej, kulturah, po zakonu torej. Zakon o divjadi in lovstvu precej podrobno, do velike mere torej, določa, kaj je škoda in kako se obravnava. In načini, kako divjad torej povzroči škodo, je bodisi s prehranjevanjem, to je tisti najbolj običajni, divjad išče hrano na kmetijskih površinah, bodisi s svojo drugo prisotnostjo, torej s potlačenostjo površine ali pa kultur, ali pa tudi nekatere vrste divjadi, to so torej zveri, kjer lahko pride tudi do plenjene domačih živali, ki jih kmetje oziroma oškodovanci gojijo na svojih kmetijah.
Kdo pa potem odgovarja za škodo, ki jo povzroči divjad, torej v lovišču in izven lovišča? Ja, za škodo od divjadi v loviščih oziroma na tako zvanih lovnih površinah, ker ločimo po zakonu torej lovne in nelovne površine, za škodo od divjadi na lovnih površinah odgovarjajo prej imenovani torej upravljavci lovišč. To so bodisi torej lovske družine, ki upravljajo ali pa gospodarijo z divjadjo v tistem lovišču, oziroma lovišča s posebnim namenom. Za škodo na tako zvanih nelovnih površinah pa odgovarja Republika Slovenija, razen če bi škoda torej nastala po krivdi upravljavcev oziroma lovcev. Ločeno je torej, ne? Na lovnih površinah upravljavci lovišč oziroma lovišč s posebnim namenom, na nelovnih površinah pa država. Kaj bi morali narediti, da bi preprečili škodo zaradi divjadi? Kakšne metode torej uporabite? Ja, preprečevanje škode od divjadi je zelo zahtevna naloga in tudi ni enostavna. Predvsem torej tehnično in pa organizacijsko. Obstaja torej več načinov preprečevanja ali pa omilitve škod. Vsekakor pa mora biti pri tem izražen veliki interes ljudi, oškodovancev, torej kmetov, da bi škodo preprečili v čim večji meri. Sam zakon o divjadi in lovstvu nalaga oškodovancem, torej ki se jim škoda lahko zgodi, da bi dobri gospodarji morali narediti vse potrebno, da bi škodo preprečili. Res je, da je ta pojem dokaj širok in ni podrobneje v bistvu razčlenjen oziroma dodelan. Potem v nadaljevanju pa tudi pravi zakon, da so kot oškodovanci dolžni uporabljati zaščitna sredstva, če jim jih preskrbijo upravljavci lovišč. Zaščitna sredstva pa so tisti načini, torej, ki nekako najbolj učinkovito preprečujejo ali pa torej omilijo škodo od divjadi. Gre torej za načine odvračanja divjadi s površin, to je s tako zvanimi v bistvu odvračali, lahko so te vonjalne narave, ali pa fizične, torej, to so pa bodisi individualna zaščita, recimo sadik v nasadih, ali pa skupinska zaščita preko torej ograj, žične pletene ograje, ali pa tisti, ki so verjetno najbolj učinkoviti, to je pa zaščita z električnim pastirjem, ki torej preprečuje dostop divjadi na samo površino. Dejstvo pa je, da ti načini, bolj ko gremo, so lahko zahtevnejši za postavitev, za vzdrževanje, kontrolo in pa tudi stroškovno niso majhni. Kako pa potem poteka postopek uveljavljanja odškodnine, torej, ki jo povzroči za škodo, ki jo povzroči divjad, torej v lovišču oziroma izven lovišča? Postopek za uveljavljanje škode po divjadi je torej dvosmeren, kot sem že prej omenil, in sicer ali gre za škodo na lovni površini, ta je bolj tista običajna ali pa torej bolj pogosta. V tem primeru je kot oškodovanec, če želi uveljavljati škodo, seveda dolžan škodo prijaviti v pisni obliki čim prej oziroma najkasneje v 3 dneh, odkar je škodo opazil. Tako pravi zakon torej, ne? In potem upravljavci lovišč poskušajo z oškodovanci škodo oceniti in z njim skleniti tudi sporazum o višini škode. Če pa gre za škodo na tako zvanih nelovnih površinah, kamor prištevamo recimo naselja, naseljene prostore, bližino hiš, dvorišča in druge ograjene recimo površine, ki so ograjene na način, da preprečujejo dostop parklasti divjadi ali zajcev, recimo temu, to so primer sadovnjaki, vinogradi, ograjene intenzivne kulture, kamor torej divjad kot taka ne more, ne? Da so že, bom rekel, ljudje sami tako ogradili, se pa ta škoda prijavlja na našo službo, torej na Zavod za gozdove Slovenije, na pristojno območno enoto. Pri nas je to območna enota Murska Sobota, kjer pooblaščenci potem poskušamo oziroma naredimo ogled, sestavimo zapisnik, ki ga pa potem pošljemo na pristojno ministrstvo, to je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je v Sloveniji pristojno za področje divjadi in lovstva. V katerih primerih je potem oškodovanec upravičen do odškodnine? Ja, kot že zakon pravi, bi oškodovanec moral storiti čim več, da bi škodo preprečil. Dejstvo pa je, da potem tudi v praksi, če
nekako se oškodovancu ni bilo razdeljeno kakšnih ustreznih zaščitnih sredstev, katere bi bil tole dolžan torej uporabljati, je v praksi velikokrat tako, da oškodovanci škodo torej prijavijo, mi oziroma upravljavci lovišč pa potem poskušajo ugotoviti, torej, če je nekako seveda upravičen. In v velikih primerih je upravičen oziroma škodo lahko uveljavlja, če jo pravočasno prijavi in seveda, če je res tudi nastala. Gospod Weindorfer, hvala vam za vse povedano in obisk v našem studiu. Gledalke in gledalci, hvala tudi vam, da ste nas spremljali. Lep pozdrav. Spoštovani gledalke in gledalci, hvala vam, da ste spremljali oddajo Dogodki. Glejte nas znova naslednjič, ko bo na sporedu nova oddaja. Želimo vam lep in prijeten konec tedna.